Zveš, da je tvoj otrok neozdravljivo bolan, kronično bolan, da potrebuje nenehno oskrbo, nadzor. Kako ste sploh izvedeli za to diagnozo? Sin je od pol leta pa do 2 let je imel pogoste težave z bronhitisi in pljučnicami. V tem času smo bili sigurno 10-krat hospitalizirani. Naenkrat smo začeli opaziti, da je ogromno pil. Lahko govorimo o litrih tekočine na dan. In takrat je moj tast posumil in rekel, vajin otrok ima sladkorno. In se je res pokazalo, da je sladkor v krvi bil že čez 30. Brez inzulina je to dejansko smrtno stanje. Ne? Spomnim se, da je na to temo žena naredila en močan ukrep. Ona je bila strastna jedka čokolade, tako da 200 gramov je bilo za dober dan. To ni šlo skupaj. In se je odločila za en postopek hipnoze. Po tistem postopku čokolada več ni bila del njenega življenja in še danes ni. Kdo je bil iniciator? Žena je rekla, prijavila te bo k Aleksandru. Nisi imel izbire. Ne. Skozi vso izobraževanje v tehnični smeri nismo ničesar naredili na funkcioniranju človeškega uma. Zato sem se odločil, da začnemo vlagati znanje in čas tudi v ta del spoznavanja človekove narave. Če izbereš težjo odločitev, v tem trenutku je potem življenje bolj enostavno. Kaj je tista glavna stvar, ki je pri tebi in celotni družini naredila bistveno razliko? Lepo zdrav, dobrodošli v novi epizodi našega podcasta Strategije odličnosti. Z nami je danes Andrej Papež, direktor družinskega podjetja Ensi, ki se ukvarja z prezračevanjem, z ogrevanjem. Andrej, dobrodošel. Hvala za povabilo. Tvoj sin je imel, če se prav spomnim, sladkorno bolezen tipa 1 in to diagnozo dobil, ko je bil star 2 leti. Ja, še vedno ima. Se pravi, to je zaenkrat neozdravljiva bolezen, je kronična bolezen. Ja, in bil je pač ti šok takrat, da pri teh letih se tudi to zgodi. Približno v tistem času mislim, da je bilo približno 30 otrok od 0 do 5 let starosti, ki so pri teh letih zboleli. Kakšna bolezen je to? To je bolezen, kjer telo preneha proizvajati inzulin. Se pravi, imunski sistem smatra te beta celice, ki inzulin proizvajajo, kot tujke in jih dejansko pobija. Tako da telo ni več samostojno sposobno proizvajati svoj inzulin in s tem tudi glukoza iz krvi ne prehaja naprej v celice, se pravi, se ne porablja. Tako da v bistvu brez inzulina je to dejansko smrtno stanje. Ne? Kako ste sploh izvedeli za to diagnozo? Sin je imel od pol leta pa do 2 let je imel pogoste težave z bronhitisi in pljučnicami. V tem času smo bili sigurno 10-krat hospitalizirani in naenkrat smo začeli opaziti, da je ogromno pil in močil plenico. Ne? In to so bile potem že kar, če tako lahko govorimo o litrih tekočine na dan. In takrat je moj tast posumil in rekel, vajin otrok ima sladkorno. Mi smo bili izredno šokirani, zgroženi, ker pa je bil tudi sin že takrat v stanju zastrupitve krvi. Je bil tudi hospitaliziran in smo pač vztrajali tudi na tem testu, no, in se je res pokazalo, da je sladkor v krvi bil, mislim, da že čez 30, ne? Normalna vrednost je tam okoli 4-5. Ne?
čez 30 enot in pač sledil je hospitalizacija na pediatrični kliniki na endokrinološkem oddelku, ki se s temi boleznimi ukvarja, in tam se je začela naša zgodba za sladkorno. Mislim, kakšen je to občutek za starše, kot dobi tako diagnozo? Ja, takrat se neka idealna slika o otroštvu, se pravi sploh prvega rojenca, ne, se podre. Ne. Zveš, da je tvoj otrok neozdravljivo bolan, kronično bolan, da potrebuje nenehno oskrbo, nadzor, in normalno, da je to šok. To sprejeti in o tem, kako naprej. Ne. Kako naprej? Kaj ste naredili takrat? Ja, to je bila ena zelo dolga noč, ki sva je preživela budna na pediatričnem oddelku. Moram pohvaliti, saj v tistem času, upam, da je tudi zdaj tako, je bil izredno, če tako rečem, strokoven, čuteč tim, ki vsakega starša verjetno toplo sprejme in mu pač razloži ta dejstva, kar se tiče o neozdravljivosti, kar se tiče o resnosti bolezni in tako naprej. In že v bistvu prvo, takoj, ko je ta osnovna debata minila, ko je ta šok minil, v bistvu takoj smo se mogli začeti izobraževati, kako s to boleznijo živeti. Se pravi, ni bilo časa za neke, če tako rečem, za neko žalovanje, ne? Ampak kmalu po diagnozi smo se začeli izobraževati, kako se čim prej naučiti, da bi bili za Božič doma, ne? Ker zbolel je na 20. decembra in ponovadi ta hospitalizacija, preden gre v domačo oskrbo, mislim, da je bila 14 dni. Midva, ker je žena tudi po izobrazbi medicinka, in seveda je to zadevo zelo hitro začelo obvladovati, smo dejansko bili pred Božičem doma. No. Tako da smo se v tistem času oskrbeli z vsemi znanji, ki so potrebne, da to bolezen obvladuješ, pripomočki in tako naprej, pa gre pa na novo pot. Kaj je bilo po tem procesu bilo potrebno narediti, da je on lahko normalno deloval? Ja, predvsem sva se mogla izobraziti o prehranjevalnih navadah. Tukaj je zelo pomembno računanje ogljikovih hidratov v hrani, se pravi, in računanje teh, se pravi, vaganje, računanje, in moraš točno določiti, koliko ogljikovih hidratov bo za obrok otrok pojedel. Temu primerno je potrebno potem določiti tudi odmerek inzulina. Vse pač izobraziti se in učiti tudi z merjenjem sladkorja, ki pač je mogel biti pri teh letih, ne vem, blizu 10 do 15krat na dan. Začeti razumeti, kateri inzulini so potrebni, ker jih je pač je kratkodoloči, je dolgodelujoči, tudi kakšen je odziv sladkorjev, ki prihajajo do velikih nihajev, ne? Kako postopati, kako se s tem, se pravi, mogla sva se naučiti enostavno, kako ta bolezen vpliva na njegov organizem in pač se temu primerno izobraziti in se tega zelo močno držati. Ne. Mislim, da ti senzori za merjenje glukoze so kar dragi, niso? Ja, ti senzori so bili na razpolago, nekako v tistem času je začela prihajati v dostopnost do pacientov prvič inzulinska črpalka, ki je nekako poskrbela za tisto bazično dovajanje inzulina in seveda bolj humano, če tako rečem, dodajanje dodatnih enot, ki jih moraš dodati, temu pravimo bolusi, ki jih moraš dodajati v primeru previsokega sladkorja ali pa pri vsakem obroku, glede na količino zaužitih ogljikovih hidratov. Vzporedno k tej črpalki je prišel na trg tudi senzor, ki je ravno tako omogočal kontinuirano merjenje glukoze v krvi in je deloval nekako 72 ur, vendar za razliko od
te črpalke inzulinske ni bil del kritja s strani zdravstvene zavarovalnice. In to je trajalo kar nekaj časa, mislim, da je bilo to več kot 1 leto, ko smo mogli mi te senzorje kupiti. Poleg tega je bila to še tehnologija v svoji začetni fazi in marsikateri od njih tudi pač ni deloval. Ali pa si ga poškodoval, ko si ga impliciral v podkožje. Ne? Za nekoga to je lahko tudi dosti velika investicija. Pa. Ja, marsikdo si tega ni mogel privoščiti. Ker so bili to kar tudi za nas zelo veliki stroški. Tako da je to potem bilo normalno, tudi želja klinike pediatrične, da naj se starši povežemo in da probamo narediti vse skupaj, tudi z njihovo pomočjo, da bi se le ta zadeva, saj za otroke do 18. leta starosti, krila iz zdravstvenega zavarovanja. Vi ste se zdaj na polno dali noter, ogromno naučili, ogromno izobraževali. Kako ste razložili otroku? Ker njegovo življenje bo moralo biti in je bilo drugačno od vrstnikov. Ja, prvo je bilo to, da se probaš razložiti, ne veš, kako razume. Ne? Predvsem smo začeli delovati z zgledom, se pravi, prehrana v družini se je totalno spremenila, nič več nekih sladkarij, bombonov in tako naprej. Se pravi, ta prvi del je šel takoj stran in ga ni smel jesti nobeden. Ne midva, ne, bom rekel, ne mlajši brat, niti potem še mlajša sestrica, ki je šla na svet. In iz tega, recimo, je tudi ena taka zanimiva anekdota, ko so odhajali otroci na ta praznovanje rojstnih dni, je ta mlajši, ko smo ga opazovala skozi okno pri sosedovih, ko je stopil v njihovo dnevno sobo, je šel do mize s sladkarijami in 1 uro je poberal z mize in se ni premaknil, ni se sikeral, zakaj, kaj se drugi igrajo, kaj počnejo, ampak kako se je takrat cukra najedel. Če nista imela nekjer ženo, mislim, ker mi imamo eno udeleženko, ki mi je razlagala pred časom, ne naši delavnici je bila, in reka, da ima 3 otroke, da oni ne jejo ne cukra, ona ima nekje skrito čokolado zase, če kaj daj rabi, če ji pade cukr, da nekaj vzame. Ne, sej sladkor je bil na razpolago, sem je bil takrat, ker je bil za to primeren čas, ne? To je bilo v bistvu neka vrsta nagrada. Ok, takrat, kadar je bilo treba rešvati hipo, je bil tudi ne vem, jabolčni sok, pa so potem ti glukozni tableti ali pa pač sladkarije, če ni drugega, ne? Ampak je bil to odmerjena količina in ob določenem delu dneva, ne? Tako da pač ni bilo to prosto dostopno, da se to kar tako jemlje, ne? Ker s tem pač porušiš vso vodenje sladkorne bolezni. Ne? Sladkorna bolezen mora biti izredno natančno vodena, ker sama kot taka ne boli, ampak degenerativno vpliva na vse organe v telesu. Ne? Zdaj nisem mislil, da je za otroka, sem mislil za vaju 2 ženo, če si imel kaj skrito za vaju 2, če sta kdaj nujno rabila. Spomnim se, da je na to temo žena naredila en močan ukrep, ona je bila strastna jedka čokolade, tako da 200 gramov je bilo v bistvu za dober dan in seveda to ni šlo skupaj, ne. In se je odločila za en postopek hipnoze, ne, in je takrat, bom rekel, po tistem postopku pač čokolada več ni bila del njenega življenja in še danes ni, no, tako da ostali pa, kar se tiče tega, mislim, da smo se kar držali, no. Da ni bilo taka težava. Smo imeli prevelik motiv, ne. Ker na drugi strani, ko pogledaš nekdo, ki je res overan ali pa trpi, ne, ne greš čez to, ne. Čez to obljubo, ne. Torej, zdaj videli smo, da je, ko zdaj govoriš, da je dejansko vplivalo na družinsko dinamiko, kar se tiče prehrane. A je še kakšen drugi vpliv imela ta bolezen na celotno družino? Ja, vpliva predvsem na to, ker v zgodnji fazi ali pa v zgodnji fazi otroštva, ne, ko je v bistvu otrok odvisen od zunanje pomoči, to vpliva vse na varstvo,
Ne, se pravi, vsaka oseba, ki je bila v stiku z njim, pač je mogla obvladati vodenje sladkorne bolezni. In tukaj smo bili kar omejeni. Ne. Seveda smo oskrbeli babice in detke, ampak kljub vsemu je to toliko kompleksna bolezen, da jih ne moreš kar neplanirano in v nedogled ga puščati nekje. Poleg tega je tudi druženje z vrstniki omejeno, moraš biti nekje v prisotnosti, ker se pač lahko zgodi ali premalo sladkorja, kar je še najbolj nevarno, ne, da pride do hipe, ali preveč sladkorja. Glavno pač skozi so bili neki, če tako rečem, izzivi. Ne. Tudi pri igri se ta mehanski del, ker je črpalka, pa je cevčica, pa je temu pravimo pač podkožni gumbek oziroma injekcija, ne. To se tudi pri igri poškoduje in je treba zamenjati in tako naprej. Tako da seveda je bilo to druženje, če tako rečem, na nek način omejeno, pa tudi tako, če ne moreš reči, mi pa gremo zdaj na igrišče ali pa gremo v gost, ampak se je treba za to vse spakirati, vse pripomočke, ki so za to potrebni, za obvladovanje sladkorja in nadomestnih pripomočkov, potem pa se lahko gre. Tako da pač nekaj več logistike. Dvakrat si omenil to hipo, kaj je to? Hipo pomeni, ko je raven sladkorja pod 4 in odvisno od osebe nekako do 1,5 še do 1,5 enote še lahko funkcioniraš, potem pa nastopi nezavest. In smo tudi že par imeli primerov, ko vidiš, ko se recimo otroci laufajo, se lovijo, ne, in je padel brez razloga. Ne. Mu je vzelo noge. Ne. Takrat smo že vedeli, da mora biti že kar, če temu rečemo, velika hipa. Ne. In dejansko je bila res tudi, mislim, da je bilo prataju pod 1,5, mislim, da 1,1, koliko najnižji nivo. In tega je treba pač normalno hitro uskrbeti. Tam ni nekih alarma, da bi se za nekaj se sprožil, ker bi potem preventivno to naredil. Ko je senzor nameščen, ker potem senzor sporoča to vrednost črpalke in črpalka oddaja alarme. Ni pa nujno, ne. Lahko tudi ta tehnika zataji, to ni 100% tehnika, ne. In je potrebno biti tukaj kljub vsemu pozoren. Kako se je pol nadaljevalo to drobne odraščanja? Je moral se kaj odrekati, odpovedati, tudi kot odrasel otrok v nadaljevanju? Ja, to verjetno bi on več znal povedati kot jaz, ne. Jaz mislim, da smo probali mu zagotoviti kvalitetno odraščanje. Začel je tudi pri 10 letih je začel tudi z treningom tenisa, tako da je normalno treniral, normalno je tudi tekmoval. Dobro, je imel težje izzive, ker ko imaš visok sladkor, pa je zunaj, ne vem, 30 stopinj, ne, normalno, da tudi tvoja koncentracija ni na takim nivoju, kot je pri nasprotniku, in je tudi iz tega razloga, bom rekel, malo bolj mogoče to teže dojel, no? Ampak je bil to dejansko tudi velikrat njegov hendikep na neki, če tako rečem, jeziček na tehnici. Ne? Povej mi, ti si pri 35 dobil diagnozo celiakija. Je to tudi lahko posledica, ker ste jedli preveč glutena v tisti spremembi prehrane, ki ste jo imeli ali pa uvedli zaradi njega? Ali misliš, da je kakšen drugi razlog lahko? V bistvu je ta celiakija, pa tudi intoleranca na gluten nekako tudi gensko pogojena. Po raziskavah, ki smo jih delali, sem imel to gensko predispozicijo, kar pomeni, da se ti ta gen lahko sproži ali ne. Seveda, glede pač na določene šoke, ki so bili v življenju, sem ga očitno sprožil in se je očitno, rekel, tudi ta zadeva, kar rezultirala potem verjetno tudi pri meni. Ne. Določene pač situacije, ker vodenje sladkorne bolezni plus klasična gripa je lahko tudi smrtno nevarna bolezen, ne. Smrtno nevarna kombinacija. In smo imeli tudi že primere, ko lokalno zdravstvo tega ni bilo veščo in je zadeve zanemarjalo, in samo strokovnosti in upornosti svoje žene se imamo zahvaliti, da je danes ta še vedno z nami.
in seveda na drugi strani dr. Batelino, to predstojnik oddelka za endokrinologijo, ki smo mu rekli kar dr. House, ki je take zadeve potem, hvala Bogu, še pravočasno rešil. Drugače pa bi se lahko tudi drugače pogovarjali. Kaj misliš, da je recimo takrat v tvojem življenju sprožilo to reakcijo? Si imel dost stresa ali dost takih, tudi v službi kakšne izzive? Kaj misliš, da je bil izziv v tistem? Ja, eno z drugim, ne. Naša panoga, kar se tega tiče, ti ne odpušča ali pa popušča, je dinamična panoga, je panoga, kjer se dejansko mi dnevno moramo prilagajati situacijam pri kupcih, na gradbiščih, na terenu, in tukaj je ogromno nepredvidnih situacij. In seveda moraš tehtati na eni strani, po drugi strani imaš pa, bom rekel, kronično bolnega otroka, ki ima zaplete. In je bilo veliko takih dogodkov, da je recimo žena za njega poskrbela, ko je bil v bolnici po dnevu, jaz smo po noči, recimo, ne? In potem še vsakodnevno delo in tako naprej, tako da je bilo kar pestro, no? Če se spomnim tistih dni nazaj. Čeprav tako kot ste načrtovali hrano za Taja, ne, za sina, zdaj tudi načrtujete za tebe. Torej, vi ste dejansko že sistem imeli postavljen, zdaj ste samo mogli neke nove formule dati, ki zdaj v tvojem primeru ne vključujejo glutena. Torej, kot družina, kot sistem, ste bili že kot neka mašinerija dobro postavljeni in ste rabili samo neke parametre pri tebi zdaj dodati, spremeniti in tako zdaj tudi funkcionirate lažje. Ja, rekel, ta sistem je že žena dobro upeljala, da smo takrat stali za dieto ob strani Taju. Ko se je to zgodilo pri meni, je bilo normalen korak, da gre ves gluten iz hiše ven in da pač ponovimo zgodbo. In še zdaj pač je tako. Smo še vedno, mislim, ne gre drugače, kot da je naše stanovanje brez vnosa glutena. Kaj je tvoj nasvet staršem, ki dobijo lahko ne nujno takšno diagnozo pri svojem otroku, temveč dobijo neko diagnozo pri otroku, ki je huda in znajo najti rešitve? Kaj je tvoj nasvet iz izkušenj, ki ste jih dobili? Prvo sigurno je, da ne smeš obupati. Da za vsako stvar se najde neka rešitev. Verjetno življenje ne bo isto, kot je bilo. Ampak nikjer ne piše, da bo pa slabše. Je drugačno. In ta drugačnost ti pa prinese tudi marsikaj dobrega, pozitivnega, ki mogoče tega ne bi nikoli doživel, če se to ne bi zgodilo. Tako da treba je iskati rešitve, treba je iskati prilagoditve, potrebno se je spremeniti in, rekel, gre življenje nekako v druge normalne tirnice. Daj mi povej, kaj je bilo dobrega zate ali pa za celotno družino v tej bolezni? V tej je bilo sigurno dobrega, da se je cela družina bolje povezala. Tudi otroci med sabo so bili bolj privezani domače, tako rečem, in so se več družili med sabo, več so se igrali. Tudi midva sva mogla večino svojega časa podrediti družini in na tak način sva tudi midva postala in ostala bolj povezana in tudi z otroci smo vzgojili pač večjo povezanost, kot bi jo sigurno sicer. Poleg tega se gojijo dodatne delovne navade, ker nisva pristopila, da je z njemu kaj narobe, ampak je bil deležen, rekel, vseh nalog in opravil, ki jih pač mora narediti, tako kot vsi, tako da mislim, da je bil to kar ta čas dobro vložen v družino. Jaz mislim, da imamo tukaj eno dobro strategijo, ki bi jo rad, da izpostaviva. To je, kljub temu, da je dobil to diagnozo, sta še vedno vztrajala, da mora pisati domače naloge, da mora normalno funkcionirati, da ima določene delovne navade in nista rekla, ti si pa bogi, tebi ti ni treba, kaj ti s tem bi ga lahko prikrajšala za neko
sposobnost ali pa neka orodja, neka znanja, ki mu bojo potem v prihodnosti izjemno koristna. Ja, pri njemu smo mogla, v bistvu preden je šel v šolo, mislim, da je že leto ali dve prej mogel poznati številke in črke, da je lahko komuniciral z svojo črpalko. In je tudi že zelo, mislim, da je pri 4 letih že večinoma stvari sam potipkal po črpalki in smo v bistvu samo spremljala, če samo nadzirala, če dela prav. Spraševala, preveriš, kaj je vnesel, kaj je zmeral in tako dalje. Se pravi, smo ga učila te odgovornosti, učila smo ga tudi te doslednosti, da se cukor je treba pač pogosto meriti in te, če tako rečem, vzdržnosti, kar se tiče samoujitve pri hrani. Da tudi takrat, kadar ni pod nadzorom, nekontrolirano ne je sladkarij in tako naprej. Tako da ta odgovornost jo je on zelo hitro moral se naučiti, ker to je bila edina, bom rekel, točka njegove varnosti, če tako rečem. Brez tega bi bil v veliko večji nevarnosti. Takrat, kadar še ni spoznal na številka, ne, in ko je rekel, danes ste merka dedi, je bilo prvo vprašanje, mislim, da je bil star 3 leta, dedi, a ti poznaš na črpalko? Se pravi, se je že sam sebe in svoje varnosti že zelo zgodaj zavedal. Kako misliš, da mu bo to koristilo v življenju? Mislim, da vsaj vidim, no, da razume, da je predvsem sam odgovoren za svoje življenje, za svoje rezultate, da nismo drugi odgovorni za to, in da se znotraj tega razume, da se mora pač izobraževati, izgrajevati, nadgrajevati in to tudi počne. No. Mislim, ti se tudi nenehno izobražuješ. Pri nas si bil na delavnicah coachinga, NLP-ja. Torej, zakaj ti toliko investiraš v svoje znanje? Tudi, da si zgled svojim otrokom, družini, čutiš, da se lahko še kje izboljšaš na področju vodenja, komunikacije. Kaj je tvoj glavni motiv tukaj? Ja, ko nekako prideš v tej tehničnem delu kariere do nekega nivoja, ko večinoma stvari, recimo, da jih razumeš, nikoli ne boš vse obvladal, ampak ko nekako vidiš, kako sistemi funkcionirajo, začneš ugotavljati, da to ni dovolj, da je to sem en del, če tako rečem, en del pogače, en del kroga. In začneš iskati, kje so zdaj naslednje rezerve. Ne? In začneš ugotavljati, da skozi vso izobraževanje v tehnični smeri v bistvu nismo ničesar naredili na družboslovni smeri, na funkcioniranju človeškega uma, človeškega obnašanja, ravnanja, obnašanja ali pa stika z množicami, z zaposlenimi, z javnostjo, tudi v fazi prodaje, tudi 1 na 1. Se pravi, tega dela v tehničnem izobraževanju ni. In to vidim, da je velik handicap in tukaj, zato sem se odločil, da začnem vlagati znanje in čas tudi v ta del spoznavanja, če tako rečem, človekove narave, pa neke vrste človeških zakonov. Kako ti ta znanja koristijo zdaj, ko imaš nekaj znanja NLP-ja, coachinga? Kako ti to koristi v poslu, kako ti to koristi doma? Potrebno se je dobro pogovarjati, če tako rečem. In ta znanja coachinga, predvsem ta del komuniciranja z vprašanji, je spet mi odprlo neke nove možnosti, neke nove sposobnosti in tukaj sem naredil nek naslednji korak pri svojem osebnem razvoju. Ena pomembna stvar, ko nekdo vlaga kot vodja, podjetnik v sebe, je to, da
bolje komunicira z ekipo, sodelavci, bolje komunicira z kupci in tako naprej. Imaš mogoče tudi v sebi nek drugi občutek, ko priješ v pisarno ali pa ko vodiš podjetje. Govorim predvsem o nekem občutku stabilnosti, varnosti, ker doskrat jaz rečem, da podjetniki smo tako kot gladiatorji. Nikoli ne vemo, a bomo jutri še preživeli. Ker posel je v podjetništvu, grejo ljudje, ki morajo biti pogumni, včasih malo nori, ne? Ker se trg spreminja, se razmere spreminjajo. Sam si rekel, ne pred leti, recimo so vsi razmišljali samo o ogrevanju, zdaj treba razmišljati o prezračevanju, zdaj treba o hlajenju. Mislim pač, razmere se spreminjajo in novi ponudniki prihajajo na trg in nove načini delovanja. Čutiš s tem, ko imaš več znanja, več varnosti? Pomirjenosti. Sponzor tega podcasta je Mastermind Akademija. Prijavite se na naše delavnice, spoznajte, kako lahko tudi vi moč uma uporabite v svojo korist. Ta znanja ti pač omogočajo, da probaš bolje razumeti nasprotno stran, nasprotnega sočloveka. Se pravi, bodi si zaposleni, bodi si kupec, partner, poslovni partner, ker če ti tega ne razumeš, potem boš stvari delal na napačen način. Napačno boš delal do zaposlenih, napačno boš delal do kupcev in tako naprej. In tukaj je to spet neko svoja veja znanosti ali pa umetnosti, ki si jo pač treba naučiti ali pa učiti, ker mislim, da nikoli verjetno vsega pač ne bomo znali, ampak potrebno je pridobivati nova znanja in nove izkušnje, da si na tem področju bolj suveren. In seveda to ti podaja potem tudi neko gotovost, ker če kot vodja nisi gotov pa miren, je potem tudi tim v skrbeh in živčen in tako naprej in tudi tim ne mora dobro delati. Andrej, s čim se vse ukvarjate? Pri nas se ukvarjamo v bistvu z eno besedo z energetskimi sistemi, s katerim poskrbimo za idealno okolje v režimu ogrevanja, hlajenja in pa seveda, kar se tiče kvaliteta zraka. To je podjetje, ki sta začela že tvoja starša, je tako? Ja, tako je. Moja starša sta s podjetjem začela leta 1993, po razpadu skupne države in skupnega trga in takrat, rekel, sta akumulirano znanje, ki sta si ga pridobila, že v svoji karieri združila za skupno samostojno pot. Ne vem, koliko se spomniš teh začetkov, se je sistem prezračevanja, ogrevanja, hlajenja spremenil bistveno od takrat? Ja, takrat smo se v bistvu pogovarjali samo o ogrevanju. O hlajenju še v bistvu ni bilo nekih zahtev v normalnih, običajnih bivalnih prostorih, ravno tako tudi ne pri prezračevanju. Hlajenje in prezračevanje je bilo v bistvu bolj v domeni nekih posebnih zahtev v posebnih prostorih, kot so, ne vem, bolnišnice, javni zavodi, kjer je pač veliko število ljudi na enem mestu. Ti si s tem podjetjem odraščal in bil že zgodaj vpleten v samo delovanje? Ja, jaz sem s tem, spomnim se dneva, ko je do te odločitve prišlo. Jaz sem zaradi tega zamenjal vpis v srednjo šolo, bil sem vpisan na ekonomijo in ker smo se odločili za podjetje, ki se ukvarja primarno z strojnimi inštalacijami, je bila potem logična pot, da bom rekel, sem čutil neko odgovornost do staršev in da se preusmerim na strojno šolo, strojno-tehnično šolo. Te je to veselilo ali si to naredil zaradi te odgovornosti? Pa oboje. V bistvu se mi je zdelo pač nujno, da o tem tehničnem svetu zvem več kot sem ta. Se mi je zdelo, da samo ekonomski del ni dovolj. In ti je bil ta srednja šola, pa tudi kasneje mislim, da si zaključil študij strojništva, je tako? Tako je. Ti je bilo to zahtevno ali se ti zdelo, da je to nekaj, kar ti leži? V bistvu mi je bilo dosti domače, dosti blizu, ker pa smo se doma tudi že ukvarjali v podjetju z realnimi strokovnimi izzivi. Potem sem imel tudi veliko večjo motivacijo
spremljati in upravljati vse tehnične predmete, ki so v tem času šolanja sledili. Torej, ti si v bistvu hodil v srednjo šolo in potem si prišel domov popoldne in si videl en problem in potem si najdel morda rešitev ali pa idejo za rešitev skozi predavanja in vsebine, ki si jih dobival skozi čas šolanja. Družina je nekako timski šport, ne? In težava, ki jo ima družinsko podjetje, nekako se odraža na vseh članih družine in pač vsak po svoje išče neko rešitev k temu. Ja, in seveda v tem delu pač sem imel dostop do nekih tehničnih vsebin, tudi do tehničnih oseb in sem pač pomagal po svojih močeh, kolikor je bilo pač možno in potrebno tudi svojim staršem. Torej, veliko podjetij, govorimo o družinskih podjetjih, danes nima svojega naslednika in ena strategija odličnosti, ki bi jo lahko zdaj izpostavila, je to, kar praviš, ne, da je pomembno, da otroka dosti zgodaj povabijo starši k sodelovanju, da razume dinamiko podjetja in s tem tudi lažje potem na neki način prevzame podjetje v neki kasnejši fazi, tako kot si ti naredil. Ja, mislim, da je pomembno, da saj v družinskih podjetjih tega ne moreš skriti, ne. Podjetje nosiš, službo nosiš s sabo domov v družino, na počitnice, za jedilno mizo, v praznike in tako naprej. In večina časa pač pogovor poteka o razmerah v podjetju, o razmerah na trgu, o razmerah s kupci in tako naprej. Se pravi, večina pogovorov pač je vezanih na podjetništvo in zdaj pač te mlade glave to poslušajo. Zdaj, ali jih to pritegne, ali jih odbije, je pa nekako pač po moje stvar vsakega posameznika. Ko si ti skozi ta različna obdobja odraščanja spremljal, kako starša vojta podjetje, kaj so tiste stvari, ko si sam opazil, da so v redu, to bom jaz tudi uporabil? Je bila kakšna stvar, ki si potem ti rekel, je pa dobro, da spremenim? Ja, predvsem sem veliko opazoval in sem se nekako probal učiti na tujih napakah, če tako rečem. Vsaka težava, ki je nastopila, večinoma smo jih tudi uspešno rešili in potem greš nekako nazaj in vidiš, kaj bi lahko deloval drugače in se iz tega učiš. In seveda tudi časi se menjajo, tudi ekonomija se zamenja, ljudje se spremenimo in mogoče tudi nekateri principi, ki so včasih bili, bom rekel, zadovoljivi ali uspešni, danes ne veljajo več. Tako da je treba pač biti skozi pozoren, spremljati okolico, spremljati odziv okolice, spremljati svoj odziv in se temu primerno prilagajati. Kako si naredil ta prehod iz obratnika v podjetnika? Kako si naredil ta prehod, da si nadgradil svoje delovanje in postavil nek sistem v svoje podjetje, ki je uspešno na tem področju in seveda delate kar velike projekte po različnih koncih v Sloveniji? Mislim, da mi je bil največji motiv ta, da delo od zjutraj do večera glih ni verjetno dolgoročno vzdržno. Poleg tega, ko dobiš svojo družino, svoje otroke, vidiš, da je treba čas nekako drugače organizirati. In potem tukaj se tudi obrtniški sistem potem zlomi, če ne želiš žrtvovati družine. Meni je bila glavna stvar, da družina, bom rekel, se razvije, preživi in da se v družini dobro počutimo. In zato sem začel tudi iskati rešitve, kako se da dela drugače. In daj povej nekaj teh rešitev. Predvsem je pač treba vzgojiti tim okoli sebe. Sicer mi smo že kot družina nekako že v štartu sta imela oče in mama ločene poslovne funkcije. Mama je bila direktor strojniškega podjetja. V tistih časih je bilo to kar velik izziv, predvsem pa tudi veliko, bom rekel, mešanih signalov iz poslovnega okolja. Oče je bil izredno delaven, izreden tehnik, tako da sta se zelo dobro dopolnjevala. Včasih je pa dobro, ali pa mogoče za večje projekte, moraš pa to znati oboje naenkrat v eni glavi in normalno je, da naslednja generacija to lahko nadgradi, ne? In tako kot bo tudi mene nadgradila, ne?
Predvsem pa seveda je potreba začeti gledati, katere stvari lahko delamo sistemsko, da jih lahko tudi zaupaš sodelavcem, ki ti seveda da brez kvalitetnih sodelavcev in zaupanja vrednih sodelavcev pač ne moreš postaviti podjetja in tudi podjetje ne deluje. Če sem te prav razumel, si ti v bistvu v eni glavi oče in mama. Poznaš ta poslovni in tehnični del skupaj. Tako. V čem je to prednost, ko je to ločeno na dve osebi? Ja, zato, ker v določenih primerih lahko, predvsem to mogoče prednost pri prodaji, pa pri pogajanju. Ker lahko po ekonomski logiki nekaj obljubiš, kar potem ni izvedljivo. Po tehnični logiki nekaj narediš in zato nisi dobil nič. Ne? In je zelo pomembno, da poznaš oba dva svetova. In nekako sem razumel, da pričakuješ ali pa želiš, da bo tudi naslednja generacija, govorim zdaj na svoje otroke, verjetno misliš, še boljša od tebe? Želim si, da bo, saj bom rekel neki že zdaj osnovni, če tako rečem, indici, ne? Pa neki umestni rezultati tudi kaže, da je za to veliko verjetnosti in pač verjamem v to, da evolucija ob primernem okolju pač nadgradi staro z uspešnejšim novim. Ko govoriva o tvojem strokovnem udejstvovanju, si ti zagovornik tako imenovanih stropnih rešitev. V čem vidiš ti prednost in kaj je to sploh stropno ogrevanje oziroma stropno hlajenje? Tukaj se pogovarjamo o sevalnih sistemih. Se pravi, jaz sem zagovornik, da prostor z ogrevanjem in hlajenjem oskrbujemo preko sevanja, bodisi strop, bodisi stena, bodisi tla. In skozi ta princip, ki je tudi človeškemu bitju najbolj blizu, najbolj naraven, dosežemo tisto toplotno ravnovesje v prostoru, ki je ključno za dobro počutje in za dobro bivanje. Ti zagovarjaš sistem. Večina ljudi pa razmišlja parcialno. Zdaj bom montiral klimo, zdaj bom dal toplotno črpalko. Mislim, zakaj je pomembno razmišljati celovito, da je to nek sistem, ne pa nek konkreten produkt, ki ga nekdo kar da nekam. Ja, to je že staro reklo, ne? Sistem je toliko dober, kakor je dober njegov najšibkejši člen. Lahko imamo najboljšo toplotno črpalko, ki je po vseh laboratorijskih testih zmagovalka v razredu in jo ugradimo na objekt in recimo, če tako rečemo temu, na sistem napeljave, ki tega ne more zaabsorbirati ali pa s tem ni skladen in je to zgrešena investicija. Zato zagovarjamo, da rešitev mora biti sistemska, mora poskrbeti za skladnost vseh ključnih elementov, ki sistem sestavljajo. Od toplotne črpalke do sistema napeljave, do recimo radiatorjev ali talnega ogrevanja ali stropnega ogrevanja, pač karkoli že dajemo noter, mora biti to med sabo skladno, pa mora biti skladno tudi za stavbo. Ker tudi vse tehnologije, pač nobena tehnologija ni univerzalna in je treba tukaj tudi pogledati skozi vse vidike, da se ta skladnost doseže. Zdaj, ko govorimo o tem, je zelo enostavno narediti to pri novi gradnji. Kaj pa nekdo, ki nas posluša in ima starejšo hišo, starejši objekt, a se tukaj da kaj narediti? Ker da bo zdaj nekdo naredil stropno ali pa talno gretje, lahko nima možnosti. Mislim, kaj je na svet tukaj ljudem, ki imajo starejši objekt, starejšo hišo, stanovanje, poslovni prostor in bi radi spremembo? Ključni faktor pri ugodnemu počutju v prostoru, se pravi rečemo temu toplotnemu ugodju, je še vseeno izolacijski sloj objekta. Tukaj je treba začeti. Tukaj je tisti glavni premik, ki nam potem dovoljuje možnost vgradnje sodobnih nizkotemperaturnih sistemov, kot je talno ogrevanje, kot je stropno ogrevanje, kot je toplotna črpalka. Se pravi, potrebno je zagotoviti
neke osnovne pogoje, da se potem lahko vgrajujejo sodobne tehnologije. So možni tudi kakšni posebki in izjeme, ampak potem je ta rešitev na drugi strani, na strani sistema toliko zahtevnejša in potem toliko dražja. Sam, ko govoriva zdaj, ti začneš z izolacijo in potem naslednja faza so posamezni deli. Ljudje dostikrat imajo tudi finančne ovire, finančne omejitve. Kako v nekem omejenem finančnem obsegu lahko oseba naredi spremembo? Tukaj pač, hvala Bogu, v državi obstajajo tudi subvencije Ekosklada, ki pomagajo to investicijo omiliti za subvencijami. Omogočajo tudi kredite za te ukrepe, mi temu pravimo, ne? Za ukrepe fasade, se pravi sanacija toplotnega uvoja, sanacija ogrevalnega vira, prehod na toplotno črpalko ali pa na lesno biomaso, vgradnjo prezračevanja in tako naprej. In če se ti ukrepi naredijo sistemsko, verjamem, da prihranek na energiji lahko tudi povrne se pravi strošek, ki ga imajo anuiteta in obresti kredita. Poleg tega se pa pridobi na boljšem notranjem okolju, počuti v prostoru. Kakšna je po tvojem optimalna temperatura za bivanje v prostoru? Ja, optimalna temperatura, ljudje zmotno mislijo, da je to temperatura zraka. To je pač samo eden izmed parametrov, ki ni ključen, ni bistven. Bistven je srednja temperatura sevalnih površin, se pravi srednja temperatura vseh površin, ki prostor zaobjemajo. In ta temperatura je v nekem ogrevalnem režimu tam nekje med 22 in 23 stopinj. To je idealna temperatura. To je idealna temperatura, pri čemer je lahko temperatura zraka tudi nižja. Jaz stalno nižam, moji otroci skozi dajo, da je čim bolj toplo, skozi nižam, ker meni je pretoplo in recimo v spalnici jaz želim, da je čim bolj hladno. Ne vem, je to prav, da meni je fajn, da je mraz in da se stisnem spodaj, pokrijem, ker tam čutim, da spim najboljš. Je tukaj kakšna raziskava narejena, idealna temperatura za spanje? Ja, nižja temperatura zraka tudi znižuje puls in s tem omogoča tudi bolj mirno in bolj globoko spanje. Se pravi, telo se umiri in lažje prehaja v drugačno stanje, ker če je temperatura zraka v spalnici previsoka, potem mora telo začeti skrbeti dejansko tudi že za hlajenje in zato pač tudi srce močneje deluje. Torej priporočaš... V spalnici priporočamo nižje temperature, kakor so v dnevni sobi. To je recimo koliko? Odvisno od oseb, ali pa recimo je tam že med 17 in 20 stopinj, je to že kar primerna temperatura. To pomeni, da poleti bi bilo primerno, da se spalnice hladijo. Poleti je zelo primerno, da se spalnice hladijo. Ker to je tudi bistveni vpliv na regeneracijo potem telesa po noči. Vi delate večinoma večje objekte, kompleksnejše objekte in tudi v bistvu stanovanjske hiše in stanovanje in tako naprej. Ne? Kaj opažaš, da so največje napake, ki jih ljudje tukaj počnejo na tem področju? Mogoče zmena teh pojmov. Ljudje ne ločijo prezračevanja in hlajenja. Potem tudi zmotno prepričanje, da gre toplota navzgor. V bistvu dviguje se topel zrak, ne toplota. Z hlajenjem, z nekim hlajenjem, z klimami ne dovajamo svežega zraka, zrak samo hladimo. In kar se tega tiče, je pač glede na to, da je stanje gradbenega uvoja zdaj gre v smeri izredne tesnosti, da dejansko brez prezračevanja novi objekti ne delujejo, se pravi, nimajo zadostno količino svežega zraka in brez vgradnje prisilnega prezračevanja dejansko ustvarjamo neke vrste
bolne stavbe, tako kot so to počeli v 80-ih letih v Skandinaviji. Sprav, mi smo nekako toliko v povprečju o tem razmišljanju in dojemanju, kaj pomeni kvalitetna notranja klima. Tukaj je še vedno to, ljudje se vedno vprašajo, kako ne si jaz zračunam, kdaj se mi bo to povrnilo. Kako si lahko nekdo zračuna, zdaj bom šel jaz v neko prenovo prezračevanja, ogrevanja, hlajenja, koliko časa rabim, da jaz to si povrnem in kako lahko nekdo prišpara, recimo, ker energenti se pač dražijo, ne? Kako nekdo lahko prihrani tukaj? Predvsem je treba poskrbeti, da je tvoja, če tako rečem, laično količina energije, ki jo potrebuješ na letni ravni za oskrbovanje prostora, čim manjša. To se rezultira potem tudi v čim manjši porabi energentov. In če je smer tehnike gre v to, da bi bile stavbe imele ničelno porabo energije, potem je pač to tudi recimo nek cilj, kamor naj bi vsi šli. In potem smo pač neodvisni od teh energetskih kriz in neham pri dobavi energentov. Kaj lahko mi sami naredimo? Mi sami naredimo to, da pač v tistem času, ko investiraš, ko moraš investirati, pač poskrbiš, da si objekt opremiš z stanjem tehnike, ki je v tistem času na naprednejšem delu. No, da ne vgrajuješ nekih že zastarelih tehnologij, ampak da greš v smeri tehnologij, ki ti omogočajo boljše bivalno okolje in učinkovitejšo rabo energije. Opažaš, da se je tukaj zavest pri ljudeh spremenila, da si ljudje želijo biti v boljših stavbah ali pa v stavbah, ki je to omogočajo, kar govoriš? Opažam, da ljudje zelo veliko damo na svoje zdravje, da zelo veliko ljudi se ukvarja z športom, z rekreacijo, gleda se prehrana, uporablja se ogromno prehranskih dopolnil in tako naprej. Se pravi, da ljudje skrbijo za svoje zdravje. Vendar je temu primerno potrebno dodati tudi notranje okolje, ker drugače tudi to ne pripelje do rezultatov. Recimo ključni parameter za regeneracijo je dovolj kisika in pa primerna temperatura. In če tega pogoja nisi zadostil, recimo po noči, potem ti tudi dnevna športna aktivnost in vsa zdrava hrana tudi ne morejo narediti čudeža. Zdaj, ko to govoriva, bi verjetno vsak športnik, vsak podjetnik, vsak vodja, nasplošno vsak človek, ki želi neke vrhunske rezultate v svojem življenju, moral dati na seznam, poleg, kar si rekel, gibanja, športa, hrane, tudi spanje, regeneracijo in zaradi tega neke ustrezne bivalne pogoje, kjer se lahko ta optimalna regeneracija doseže. Ker poleti je lahko pretoplo, po zimi je lahko prehladno in potem teh optimalnih pogojev naravnih je zaradi tudi vremenskih sprememb vedno manj. Ja, vremenske spremembe so se, če tako rečemo, v zadnjih 10 letih bistveno spremenile. Če smo se 10 let nazaj pogovarjali o priložnostnem hlajenju, ga dejansko zdaj že potrebujemo najmanj 2 do 3 mesece. Se pravi, je to že postalo nujna potreba. In v tistem času, če hočemo funkcionirati in če se hočemo regenerirati brez aktivnega hlajenja, dejansko objekti več ne morejo biti. Vprašanje je, kakšno je to hlajenje, na kakšen način se to hlajenje izvaja. Poleg tega, da mora biti ustrezna temperatura in vlaga v prostoru, je pomemben tudi hrup. To je še en dejavnik, ki vpliva na naše notranje počutje, na naše bivanje in glede na od vseh impulzov, ki jih imamo v naši okolici, si verjetno noben ne želi motnje hrupa tudi po noči. Ali pa v pisarnah, ko mora biti delo visoko koncentrirano, ko mora biti zagotovljeni optimalni pogoji, se čezdalje več faktorjev kaže, ki jih je potrebno zagotoviti, ki jih pa, če tako rečem, klasični ali pa konvencionalni sistemi
ogrevanje, hlajenje več ne dosežejo. Sicer delujejo, zagotavljajo 2 od 3, verjetno tretji parameter pa ne, in ta je spet ključen za kompletno ravnotežje in tukaj pač gre razvoj tehnike in sistemov v to smer, kar tudi to ljudje v notranjih okoljih dejansko potrebujemo. Bravo. Ena stvar, ki se mi zdi pomembna, je, kar zdaj govoriva, je, ti se dejansko izjemno poglobiš v te sisteme, strokovno nenehno to preučuješ. Kje dobiš pa ta strokovna znanja? Ker jaz se spomnim, ko si prišel k nam na obisk v pisarne in sva seveda predebatirala, kaj so pri nas stvari, imaš neko strukturirano vsebino, prezentacijo, vprašanja, ker tukaj na tem področju so skozi neke novosti. Ja, to področje se razvija v zadnjem času, v zadnjih 15 letih se v bistvu eksponentno razvija. Vsako leto so nenehne novosti, če ne drugače jih pa zapoveduje zakonodaja z področja ekologije in varčevanja z energijo. Tako da področje je izredno široko in po drugi strani pa tudi gre tudi v globine, ki jih je potrebno razumeti. Zdaj, ta znanja ali pa te veščine sem pridobil v času podiplomskega študija na Fakulteti za strojništvo. Tam pač smo mogli opraviti ogromno meritev, eksperimentov, predelati ogromno člankov, pisati članke, tako da smo te veščine pač, hvala Bogu, dobili tam. In jih seveda z veseljem prenašam v realno poslovno okolje. Sicer me je veliko ljudi vprašalo, kaj ti bo izobrazba, si itak privat, ne? Nimaš kam splezati, ne? Po funkciji, ampak je to bistvenega pomena, da razumeš svet, ki se razvija in kam gre, in verjetno so tudi že tehnologije, ki jih tudi že jaz osebno več ne razumem tako dobro, tako da se veselim, da bom določene zadeve predal naslednji generaciji. Mislim, zdaj, kar si omenil, se mi zdi pomembno, torej hitrost sprememb je vedno večja, mi moramo se skozi učiti in to je tudi del verjetno stalnica našega življenja, in hkrati ob tem nenehnem učenju rabimo biti fit, polni energije in ti daješ en pomemben del gospodinstvom, družinam, poslovnim subjektom in tako naprej s tvojimi storitvami. Kako te lahko ljudje najdejo? Jaz osebno, kar sem imel izkušen s tabo, s tvojo strokovnostjo, profesionalnostjo, bi te rad pohvalil, sem navdušen nad tem, kako ti deluješ in funkcioniraš. Kako te ljudje najdejo oziroma zaupaj nam tvoja stran ali pa kontakt? Najdejo nas preko spletne strani, to je www.nc.si, gor so vsi kontakti. Seveda pač ta odnos, bom rekel, ni tak, da je hipen, ne? Se pravi, pač je treba odložiti prenesti, izmenjati neke informacije, preden se nek odnos z kupcem in stranko začne. Tako da se nam zdi pač ta kontakt preko spletne strani in maila ustrezen. Je pa ravno res, da smo zdaj v fazi prenove spletne strani in nova spletna stran še ni objavljena, ampak se veselimo, ja, ker bom rekel, nova spletna stran zasleduje pač te vizijo, ki jo imamo v smislu naprednih energetskih sistemov, kar se tiče samih stropnih sistemov, jih obravnavamo pod pojmom klimatski stropi, ker dejansko preko tehnologije stropov uspemo zagotoviti ali pa pokriti področja, kot je ogrevanje, hlajenje, akustika, vplivati na akustiko, seveda uskladiti tudi razsvetljavo in prezračevanje, tako da strop postaja pač bistven tehnološki element v prostoru.
Res to obvladaš v tem strokovnem področju. A si doma to inštaliral? Torej, ker to je dostakrat reče, nekdo dela po vsem svetu in a imaš to doma postavljeno, da dejansko spiš v nekem pogojih, v dnevnih imaš drugačne pogoje? Mi smo s tem sevalnimi sistemi začeli starša sta naredila objekt. Za tiste čase je bil inštaliran sistem talnega ogrevanja, ki smo ga nadgradili tudi s funkcijo talnega hlajenja. In bom rekel, v kombinaciji z razžuvanjem uspemo pričarati ta sevalni efekt v prostoru. Stropi nas čakajo predvsem iz tega razloga, ker se še nismo odločili, ali bomo prenajeli obstoječe prostore ali pa bomo to počeli na novi lokaciji. Kot sem rekel, smo družinsko podjetje in dejansko to zadeva vse, in generacijo pred mano in mene in novo generacijo, tako da to je zdaj neka odločitev, ki jo moramo letos sprejeti. In seveda se veselim, da bomo vsi lahko tudi mi postavili napredni energetski sistem. Bravo. Mislim, tvoja težava, jaz vsaj tako opažam pri sebi, kot poklicna deformacija je, jaz nenehno opazujem ljudi, poslušam, vidim neke vzorce, strukture, tudi ko govorijo, opazujem in slišim neke besedne zveze, ki jim lahko ne koristijo in tako naprej. Jaz verjamem, da ti, ko vstopiš v nek prostor, iz tega področja, tako vidiš, tukaj imajo preveč vlage in tukaj imajo preveč toplo, hladno, tukaj imajo, se spomnim, ko so šla nek objekt skupaj pogledati, premalo prezračevanja za tak velik prostor in tako, ne. Se ti daj zgodi, da se ujameš v to, da vstopiš v prostor in rečeš, evo, tukaj bi jaz nekaj popravil, izboljšal. Ja, tu so naši naravni, pa moji naravni senzori, ki jih zelo hitro občutam, kdaj prihaja do teh odstopanj, če tako rečem, soodvisnostih parametrov, kot je temperatura, kot je temperatura zraka, gibanje zraka, vlažnost v prostoru, temperatura okoliških sten, in to se, bom rekel, na počutju človeka zelo pozna in se tudi občuti. No. Če se nič ne občuti, potem je super. Izjemno si tako organiziran z tega vidika, da se moraš naprej pripraviti tudi glede hrane in vsega. Ne? In se spomnim, ko sva šla v Stari Gorici, torej v sosednji Italiji, v eno pizzerijo, ki je bila brezglutenska pizzerija, da smo lahko naročili tam brezglutensko pico in tako. Ti se, za vse stvari se naprej pripravljaš. Si pa kdaj tako spontan, da rečeš, zdaj bom pa nekaj naredil brez načrtovanja, brez planiranja? V bistvu ne, ker ne morem funkcionirati. V bistvu vsak dogodek moram planirati, se moram organizirati, ker ne morem jesti kjerkoli in tudi ne morem jesti karkoli. Tako da je to ene vrste, je seveda velika omejitev, po drugi strani pa sem se na to navadil. Na neko planiranje, na vsaj tisto minimalno planiranje, da vem, kje bom in kdaj bom jedel in kje bom jedel v določenem delu dneva. Kako je to lahko koristno ali pa prednost? Zdaj, druženja v veliki meri potekajo tudi bom rekel, preko hrane, preko pogostitev in tako naprej. Vsi imamo neke svoje prehranjevalne navade. Velikokrat pa tam dobimo prehrano, ki mogoče ni najbolj za nas, ne. Jaz imam zdaj to srečo, da lahko odklonim brez slabe vesti, da užalim gostitelja in da si pojem tisto svoj obrok, ki ga imam. Pa tudi spustil sem ta gurmanska pričakovanja in zdaj sam okus hrane pri meni ni več na neki visoki lestvici, je v bistvu bolj kot ne neke vrste funkcijska zadeva. In mi je potem veliko lažje, ker se mi zdi, da je glavni namen druženja z ljudmi je ta naša izmenjava
energije, izkušenj, mnenj, se mi zdi veliko bolj pomembno kot tisto, kar bomo zaužili. In nismo prišli skupaj zaradi hrane, ampak zaradi nekega kvalitetnega druženja. Bravo. Kaj bi rekel nekomu, ki je imel ali pa ima neke podobne preizkušnje, kar nekaj svojih naštela, od bolezni otroka, od tvoje celiakije in tako dalje. Kaj bi rekel nekomu, ki čaka, da bo sistem rešil ali pa da se bo nekaj čudežno spremenilo, ker tako kot opažam, ste ti in cela družina bili zelo proaktivni. Ne vidim rešitve, da bi nas sistem rešil. Mogoče sistem lahko nekaj olajša, tudi zaplete. Dejansko se pač moraš najti, kako lahko okoli ali pa s tem sistemom funkcioniraš. Spremeniti ga ne moreš, lahko spremeniš sam sebe. Kaj je tista glavna stvar, ki je pri tebi in recimo celotni družini naredila bistveno razliko? V bistvu je to, da pri vseh teh preizkušnjah, da se ne ustaviš, da ne obupaš. To se mi zdi najbolj pomembna stvar. Da nam ti izzivi dajo željo po iskanju rešitve. In po drugi strani, ko to svoje stanje opazuješ, da si ga sposoben pogledati tudi iz smeri, kaj ti je to stanje ali pa ta izkušnja ali pa ta težava, kaj ti je dobrega prinesla. Ker pri vsaki težavi dobiš tudi seme tiste pozitivne izkušnje. In je v bistvu so težave, tako kot veliko ljudi navede, ne, težave so naše, bo rekel, učiteljice. Da gremo v neka drugačna stanja, v neko drugačno zavedanje, v neko drugačno spoznanje. Imaš ti kakšno vprašanje, ki si ga postaviš, ki tebe spodbuja k rešitvam, k iskanju možnosti? Si kakšno besedo, kakšno mantro, sugestijo rečeš, da te spodbudi? V zadnjem času, ali pa kar sem v družbi s tabo, se velikokrat spomnim to, da ne jamrej. Ker od tega jamranja ne bo nič. Verjamem pa v to, in tudi izkušnje kažejo tako, da noben dan ni tako slab, oziroma nobena situacija ni tako slaba, da ne bi minila in bo minila, in nobena situacija, ki je dobra, tudi ne bo večno tako dobra. In moraš biti pripravljen na situacije, ko je življenje težje, z več izzivov, in moraš biti tudi hvaležen za situacije takrat, kadar ti gre dobro in je, če tako rečemo, mirno morje, ampak to mirno morje se tudi konča in zopet pride neki neviht, ki jih je pač treba dati čez in se od njih nekaj naučiti. Tako da se zmeraj sprašujem pri teh težavah, kaj se moram še popraviti, kaj se bom še danes naučil. Kaj je ponavadi odgovor? Pa ponavadi vemo, zakaj se je to zgodilo, ne? In ni odgovor, ampak vprašanje, kdaj boš to spremenil. Da se to ne bo več zgodilo. Mislim, ko se pogovarjava o dobrih vprašanjih, mi je dostikrat pride na misel, ne, da mi, ko govorimo ta vprašanja, jih ne dostikrat racionalno, ne, ali pa tako rečemo, vzemo pa to vprašanje, si postavijo tako bolj nezavedno, pridejo ven in usmerijo nek tok razmišljanja. Ne. Kako ti začneš dan, kako ti začneš neko usmeritev, da si potem bolj uspešen, bolj učinkovit? Predvsem je ta začetek dneva mogoče pri meni najtežji, ker pač, ne vem, noč ima svojo moč, ne, in so jutra
ob jutrih je največji izziv, ampak vsakodnevna akcija, vsakodnevna rutina, kratka telovadba plus ledeni tuš, je bo rekel tisti reset, ko jaz odrežem, zaključim, če tako rečem, to jutro, to noč in sem takrat na razpolago za vse izzive dneva. Ledeni tuš daš tudi glavo pod tuš? Glavo ne. Okay. Koliko časa si pod ledenim tušem? Nekaj minut. Wow. Ker ta voda ima nekje 12 stopinj, koliko jih ima približno? Ja, po zimi tudi manj. Po zimi je, enkrat sem meril, po zimi je v redu, je tam okoli 8, 7, 8. Polet pa glih ni uporabno, je pa že okoli 20, tako da bomo mogli vključiti druge metode. Je kakšno vprašanje, ki bi bilo dobro, da ti postavim in ti še nisem? Veliko vprašanj je bilo izpostavljenih. Težko rečem. Vem, da tudi ta znanja coachinga in NLP-ja, da jih uporabljaš tudi tako, da ljudje pridejo k tebi po nasvet, po pomoč, ker ti zaupajo. O tem nisem nič govorila. Je to nekaj, kar bi si želel izpostaviti? Ja, ta znanja coachinga in NLP-ja se zelo dobro prepletajo, sploh če hočeš ali pa če želiš neki osebi pomagati, ki ima problem in se želi v tem problemu pogovarjati. In sploh, če ta področja ne pozna, je to, bom rekel, dobiva neka dodatna znanja, dodatne veščine ali pa dodaten pogled na te svoje težave. Se pravi, dobiva neka orodja, s katerim spet vidi, da je premagovanje težav možno. Dobiva upanje. In opažam, da če ti zaupajo, potem tudi te težave rešijo in tudi se večkrat potem spomnim nazaj, da sem jim dal recimo dobro pomoč, pa dober nasvet. Kako te najdejo? Ti si strokovnjak za ogrevanje, za hlajenje, za prezračevanje in potem pridejo k tebi po neko psihološko pomoč in podporo. Ti tako zaupajo? Pa jaz to v bistvu ne delam naključno ali pa z tujimi ljudmi, bolj uporabljam v krogu znancev, tudi podjetnikov in tako naprej. In včasih že ena beseda, ki jo mogoče sporočiš ali pa na tistem trenutku, ali pa vprašanje, ki ga postaviš pri osebi, lahko naredi velik premik. In ja, so pogovori z znanjem coachinga in NLP, so pogovori na drugačnem nivoju, na bolj globokem nivoju in v teh pogovorih tudi za kolegi podjetniki uživam. Imamo nekako drugačen način komunikacije. In s tem, ko pomagaš, recimo, ko pomagam kolegu, s tem tudi vidim, kaj lahko tudi pri nas doma, pri sebi spremenim. Ker verjetno ta ideja, ko pride, v tistem trenutku je dobro za oba. Tvoja žena je bila pri nas na hipnozi, ti si bil pri nas na NLP-ju, na coachingu. Kdo je bil iniciator? Je žena rekla, prijavi se k Aleksandru, ali ti si bil tisti, prijavi se k Aleksandru? S kje je prišla ta ideja, da je dobro, da se nekaj naučita? Na kateri strani? Žena je rekla, prijavila te bom k Aleksandru. Ja, nisi imel zbire. Ne. Okay. Torej, se vidi, da je tudi pri vas podobno kot v večini domov, žena je šefica. Ja, pri nas smo tu zelo kmalu, jaz to nisem videl, ampak je naša najmlajša je izredno opazovalka ljudi. In potem je tudi že v svojih zgodnjih otroških letih, mislim, da je bila stara tam 3 ali 4 leta, ko sva se ženo nekaj pričkala, pa je rekla, veš, ati, ti si res dol direktor, ampak tukaj gori pa mami šef, tako da je bilo jasno. Imaš psihologinjo doma. Ja, ima po ženi. Bravo.
Je kakšen nasvet, ki bi ga dal publiki? Danes smo že veliko govorili o ogrevanju, hlajenju. Je kakšen nasvet za življenje, ali pa tudi nasvet za ureditev bivalnih okolij? Če imajo doma vlago, čim prej rešite to, ker to je lahko škodljivo, za zdravje. Če imate doma slabe pogoje življenjske, dajte fokus, da to uredite, rešite. Je verjetno nek nasvet, ki jaz dajem kot laik, ti verjetno boš kaj še dodal k temu in dajmo še kakšen nasvet za življenje. Kar se tiče, se pravi, skrbimo za notranje bivalno okolje, v smislu in temperature in vlage in v smislu svežega zraka, ker so pač to naši ključni pogoji za zdravo bivanje in tudi preventiva proti vsem, če tako rečem, prehladnim boleznim in virusnim boleznim, obolenjem in tako dalje. To pač je naložba v nas. To nisem strošek, ampak je naložba v nas same. Kar se tiče življenjskega nasveta, je ta, da opazuj svet okoli sebe. Opazuj, bom rekel, ljudi, ki neke stvari počnejo dobro, in tudi ljudi, ki neke stvari ne počnejo dobro. Iz vseh situacij se lahko veliko naučiš. Spremljaj svoje odločitve in jih mogoče tudi primerjaj z znanji, ki si jih imel pred odločitvijo. Mogoče sem jaz v nekem trenutku zdajle v fazi, ko na tem mestu, kjer sem, je potrebno delati zelo veliko odločitev, ki jih sem v preteklosti preveč odlašal. In sem se jih tudi bal delati, če tako rečem. Tako da sem se v zadnjem času naučil, da je potrebno pač odločitve v primernem času sprejemati in ponavadi tiste težje odločitve. Se pravi, če izbereš težjo odločitev, v tem trenutku je potem za tem življenje bolj enostavno. Če zbereš v tem trenutku lažjo odločitev, se verjetno življenje po tej odločitvi zakomplicira. Tako da to je neko moja izkušnja, ki sem rekel, sem jo tudi skozi različna preberanja avtorjev tudi zasledil in jo lahko potrjujem, da je res po svojih izkušnjah. Odlično. Izberite sedaj težjo odločitev, ko bo potem lažje. Če bo se izbrali lažjo odločitev, bo potem težje. Tako. Še za konec nisva nič rekla o tvojem priimku. Papež, je kakšen sorodnik bil papež v tvoji preteklosti? S kje sploh izhaja ta priimek? Se pravi, naša družina papež izhaja iz, temu rečemo, iz Dolenjske Avstrije, Male Avstrije. To je pač eno posebno gričevje, ki je, toliko vem pač, od kje izhaja ded in bom rekel njegov praded. Mogoče zanimivost te familije je ta, da so v tistem času, po moje nekje med prvo in drugo svetovno vojno, bili tudi v Ameriki. So iz teh krajev, kjer nisi mogel drugače kot peš nekaj kilometrov v eno ali drugo smer, proti Mokrovnogu, proti Trebnjem ali proti Šmarjeti, šli v svet in prišli nazaj. In moj dedek, ki se je, bom rekel, priženil na kmetijo k družini svoje žene, tam naredil zelo uspešno kmetijo, ki za tiste čase, ki živi še danes. In jo, bom rekel, moji bratranci uspešno nadaljujejo in se je tako razvil kar bogat splet anekdot, ki jih poslušamo od papežov. In upam, da jih še nekaj časa bomo. Odlično. Andrej, hvala lepa za ta pogovor. Hvala tudi tebi. Hvala, ker spremljate ta podcast.
naročite se na naš YouTube kanal. Naročite se na to, da boste prvi obveščeni o naših vsebinah, o naših novih gostih in hkrati s tem, ko se naročite na naš YouTube kanal, nam pomagate, da se lahko dotaknemo še večjega števila ljudi.